Kot veste, smo dobili v letu 2020 projekt tradicionalne paremiološke enote v dialogu s sodobno rabo. In sicer smo si izbrali za izhodišče stališče, da so pregovori kot tradicionalne paremiološke enote semantično bogati izrazi, ki ponujajo dragocen vpogled v kulturno kompleksnost. O kulturi lahko veliko spoznamo z vpogledom v njene kratke folklorne forme, ki predstavljajo odsev časa in družbe. Odsev družbe je viden tako na ravni forme kot same ubeseditve metaforičnih in metonimičnih oblik. Na podlagi arhivskega gradiva Inštituta za slovensko narodopisje, ki zdaj obsega 36.394 enot, smo se odločili raziskati ta odsev, pri tem pa uporabiti metode etnolingvistike in semiotike ter digitalne humanistike, če povem z malo bolj folklorističnim izrazom, za preučevanje folklore. Ker je podlaga za tako raziskavo kljub vsemu dobra zbirka, smo se odločili to gradivo najprej urediti in s pomočjo Inštituta Jožef Štefan tudi digitalizirati ter vključiti v korpusne zbirke. Zato je namen tokratnega predavanja in tudi kot odskočna deska sledečim predavanjem prav predstavitev nastanka zbirke paremioloških enot in obravnavanja gradiva. Torej, če gremo zelo na hitro čez nek zgodovinski pregled, bi poudarila, da so v bistvu pregovori oziroma paremiološke enote kot retorično sredstvo ali prikaz priljubljeni je jasno že iz prvih tiskanih knjig. Prve zapise pregovorov najdemo že v protestantizmu kot del pridižne retorike. Pisci slovnic in slovarjev pa so jih dodajali za zglede in primere, kot na primer Adam Bohorič v Arktike Horule. Ali pa Megiser prvič in drugič, prvič 1592, drugič 1605, v zbirki pregovorov Paremiologija, kjer je zapisal okoli 20 tako imenovanih slavoniš pregovorov oziroma v slavoniš jeziku, kjer potem je seveda bila živahna polemika, ali gre za slovensko ali hrvaško gradivo, vendar je to drugo vprašanje. V 17. stoletju so bili pregovori pogosto zapisani v pridižnih nagovorih, navadno najprej v latinski verziji in nato v slovenščini. Za najstarejšo zbirko pregovorov pa nekako veljamo zbir enot v Deutsch-Windisches Wörterbuch, torej slovarju Ožbalta Gucmana iz 1789, ker je tam namenoma zbranih v manjšo zbirko 150 pregovorov. Malo pred tem sicer so v Novi Kranjski Pratiki leta 1741 je zapisanih čez 20 vremenskih pregovorov oziroma paremioloških enot, vendar tukaj, kot veste, so diskusije, ali so vremenske paremiološke enote pregovor ali ne. Iz navedenega in iz vseh drugih objav je razvidno, da paremiološke enote, pa tudi frazeološke enote razumemo kot posebno drugačno izražanje. Z emičnega vidika so označeni kot modrosti naših prednikov, kakor jih definira tudi Marko Pohlin, ki jih označi za slovensko modrost. Prav Pohlin naj bi navdušil za zbiranje pregovorov tudi Janeza Miheliča iz Dobrave pri Kropi. Ta naj bi sestavil prvo samostojno zbirko pregovorov, vendar se je za njo izgubila vsaka sled. Za njegovo zbirko prvič zvemo iz Miheličeve hvale mentorja, to je Marka Pohlina, v pesmi Mila pesem, katero je k hvali teh pregovorov pejl v prvem zvezku pisanic. Nato pa je zadnji ohranjen podatek o zbirki v Pohlinovi komunikaciji z radeškim župnikom v času njegovega ponovnega bivanja v Ljubljani. In v tem poročilu piše, da ima pri sebi v Radečah kranjske pregovore. Rokopis je precej obsežen, ako bi jih urejeni in sistematski izdaj objavil, bi izkazal v kranjski literaturi nemajhno dobroto. Vendar Miheličeva zbirka pregovorov, ki naj bi jih
obsegala 1779, oziroma še več verjetno, se je potem izgubila. Na tej točki velja omeniti tudi prvo strokovno obravnavo slovenskih pregovorov in pač obravnavo na slovenskem. Gre za članek Williama Urbasa, o njem je napisala dr. Marija Stanonik širšo razpravo, članek tudi. William Urbas je napisal članek o pregovorih in prilikah, posebno slovenskih, leta 1870. In razdelil jih je na prilike, modre izreke, gesla, govorila in preslovne izraze. Tako pridemo v bistvu počasi do prve natisnjene zbirke, samostojne natisnjene zbirke pregovorov šele 1887, in sicer zbirka od Frana Kocbeka Pregovori, prilike in reki. Zakaj šele? Zato, ker v bistvu vidite, da pred tem je bilo precej živahno in veliko truda za samo objavo gradiva, pa vendar je potrebovalo to nekaj časa. V tem času je pomembnejši del tudi pri zbiranju pregovorov odigrala Štrekljeva zbiralna akcija, prošnja za narodno blago, ki jo je objavil v Ljubljanskem zvonu 1887. Vendar je akcija zaradi različnih ovir oživela 1893 pod Levčevim predsedstvom. V Slovenski matici vsekakor pa je v tem obdobju naklonjenost pregovorom in njihovem zbiranju in obravnavanju predvsem v časopisih vztrajala. Lahko celo trdimo, da so bili pregovori načeloma deležni največ pozornosti in zanimanja od vseh kratkih folklornih obrazcev. Uganke, na primer, kaj šele recimo kletvice, seveda niso doživeli toliko pozornosti. Na tej točki bi preskočila pol stoletja naprej, v leto 1947, ki je pač pomemben mejnik za to našo zbirko, namreč ustanovljena je bila Komisija za slovensko narodopisje, kjer sta bila prva zaposlena raziskovalca Milko Matičetov in Niko Kuret. In Milko Matičetov je recimo tudi podal svojo definicijo o pregovorih, to je, da so pregovori poezija vsakdanjega jezika. Leta 1951 pa je bil ustanovljen še Inštitut za slovensko narodopisje in kot je dr. Slavec Gradišnik že povedala, je bila zbirka pregovorov ena od prvih nalog že v času komisije, so jo zapisali, vendar do tega ni prišlo, potekalo pa je izpisovanje folklornih enot iz tiskovin in zbiranje terena na gradivu in med njimi so bili seveda tudi folklorni obrazci in pri tem seveda tudi pregovori, ki so bili nekako kot sprotno gradivo, ki se je pojavljalo ob zbiranju folklornih pesmi, pravljic, povedk in drugega gradiva. V letopisih SAZU in pozneje ZRC SAZU je tako rekoč vsako leto zaslediti omembo o izpisovanju iz tiskovin, zraven pa predvsem omemba imen Albina Šturbej, Alojzij Bovhar, Niko Kuret, Milko Matičetov in Marija Stanonik. Te so namreč izpisovali enote, folklorne enote iz časopisov in med drugim seveda tudi pregovore. Samo omembo pregovorov, da pa so prav omenjeni v letopisu, pa najdemo šele leta 1979, ko omenijo prepis približno 15 pregovorov. Seveda še enkrat poudarjam, prej so to tudi počeli, ne gre za to, da prej tega ne bi delali. Intenzivnejše prepisovanje in zbiranje pregovorov pa je sprožila dr. Marija Stanonik prek zbiralne akcije Kluba nedeljskega med leti 1983 in 1985 in akcije pri tedniku Družina leta 2000, sodelovanja z osnovnošolskimi učitelji, seminarskimi nalogami na ljubljanski in mariborski fakulteti se je zbirka pregovorov precej razširila.
In prav tako je dr. Stanovnik precej pospešila prek sodelovanja s študenti, prepisovanja iz periodike in literarnih del. In tako je v bistvu pod idejnim vodstvom in tudi prijavo Marije Stanovnik leta 1997 bil prijavljen in sprejet prvi raziskovalni projekt, ki je imel v fokusu pregovore. To je Slovenski pregovori in rekla. Pregovore je opredelila kot največje enote, ki jih še prenese jezikovni slovar, hkrati pa da je najmanjša žanrska enota slovstvene folklore. Poudarila je, da je za njihovo raziskovanje potrebno jezikoslovno in folkloristično, pa tudi etnološko znanje. Pregovore opredeljuje kot jezikovne obrazce, ki so narodova izkušnja stoletij, modrost in poezija hkrati. So enote, ki jih vpletamo v vsakdanji pogovor z okrasnim namenom, za podkrepitev lastne misli ali trditve, ali tudi nujno relativiziranje, ko izražamo splošno resnico, nauk ali prispodobo. In tukaj v bistvu dr. Stanovnikova tudi izpostavi, da strokovna javnost že dolgo pogreša znanstveno komentirano izdajo pregovorov in njihovo temeljno analizo, hkrati pa da je ena najtežjih nalog najti ključ za njihovo ustrezno razmejitev in razvrstitev znotraj njih. Osnovna naloga v tem projektu je bila ugotoviti funkcije pregovorov znotraj jezikovnih struktur kot v življenju, prek strukture pregovorov ugotoviti zakonitosti slovenske besedne ustvarjalnosti in v psiho naših prednikov ter zasnovati temeljno razpravo o folklornih žanrih. Predvidena je bila tudi objava znanstveno obdelanih pregovorov, rekov in rekel, ki bi bila pomoč vsem zainteresiranim. Cilj projekta je pokazati pomembno razsežnost slovenske narodne identitete, pregovore kot pomembno razsežnost, ter te pregovore dati v dostopno obliko javnosti. V poročilih je razvidno, da je izpisovanje in urejanje gradiva trajalo kar 3 leta, seveda, protestantizem, protireformacija, barok, slovensko razsvetljenstvo, romantika in rokopisni arhiv. Poleg tega izpisani pregovori sodobne slovenske literature, objavljenih zbirk in zbirk folklornih pripovedi, deloma iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, nato pa so začeli s pripravo zbirke. Kaj ta priprava zbirke točno je pomenila, ni napisano, mislim si, da so začeli v bistvu prepisovati intenzivneje tudi v računalnike v tistem času. In to delo, ta projekt se je končal leta 1999, 6 let pozneje, 2005, pa je Marija Stanovnik dobila projekt informatizacija neoprijemljive dediščine za etnologijo in folkloristiko, kjer v bistvu je bila ureditev in priprava, v ospredju je bila ureditev in priprava gradiva za prenos v elektronski medij, s čimer bi bila zaobjeta vsa neoprijemljiva dediščina slovenskega etničnega območja in tukaj tudi seveda so vključeni pregovori. V prvi fazi je bila vpisana faza digitaliziranja pregovorov z razmišljanjem o digitalni obliki združevanja njihovih variant in razvrščanja po tematskih skupinah. Izpostavlja posebej pač v tem poročilu problematičnost navajanja virov, saj je to samo navajanje virov lahko obsežnejše kot pregovor sam, seveda tukaj imela v mislih navajanje celotnih bibliografskih podatkov in nezakodiranih povezav. Prepisali so ogromno gradiva iz še več tiskovin, kot je bilo že prej prepisano, in tudi iz rokopisov, terenskih zapiskov, v katerih poroča, da naj bi bilo več kot 715 virov v tej fazi dela.
V poročilu je izpostavljeno, da je ambicija skupine ne le pasivno prenašanje gradiva v sodobni medij, temveč tudi snovanje in preverjanje pravšnjih modelov za klasifikacijo ter gradiva ter oziranje k novim teoretično-metodološkim korakom. Temu projektu je sledil projekt, ki je potekal med 2010 in 2013, se opravičujem. Slovenski pregovori kot kulturna dediščina, klasifikacija in redakcija korpusa. Tukaj bom malo pohitela, ker sem že precej časa porabila s tem, in sicer ta projekt v celoti v bistvu dobro opiše sama dr. Stanonik v članku, ki je bil objavljen v znanstveni reviji Tradiciones leta 2015 z enakim naslovom. Izpostavila bi pa v bistvu neke problematične točke, ki jih je izpostavila tudi dr. Stanonik sama. Namreč na tegobe in težave, ki jih je naletela, prva je, kdaj narediti mejo, kdaj v bistvu zaključiti z zbiranjem pregovorov, s tem, da potem tudi v članku poudari, da novih pregovorov skoraj zagotovostjo ne bi našli več, le posamezen pregovor bi imel toliko več virov. Drug problem, na katerega pa je naletela dr. Stanonik, je pa kategorizacija pregovorov, namreč pri tolikšnem številu pregovorov je jasno, da v bistvu če želi človek objaviti gradivo v knjižni obliki, mora biti narejena neka smiselna kategorizacija. V svetu so uveljavljene ali po prvi črki prve besede in je potem abecedni red, kar je za raziskovalca, pa tudi verjetno za splošnega uporabnika, precej kaotično. Vse druge semantične ali pa sestavinske kategorije so pa vedno vprašljive in vedno naletijo na vrsto težav. Tako da v bistvu kljub temu, da je bilo veliko narejeno in v tem zadnjem projektu Slovenski pregovori kot kulturna dediščina je bilo veliko narejeno tudi v digitalnem smislu, kajti naredili so XML oblike, prečesali, naredili so tudi neke posamezne specificirane programe in orodja on-gen, pa vendar v bistvu se je potem zopet ustavilo na določeni točki. Tukaj samo omenjam, da v bistvu vzporedno z temi projekti od dr. Stanonikove, predvsem bom rekla vzporedno z zadnjim njenim projektom, sta bila še dva projekta oziroma Šprih Dvort Platform je bil projekt, ki so ga izvajali na Mariborski filozofski fakulteti in je tudi zbir pregovorov, medtem ko je Matej Meterc takrat že intenzivno se ukvarjal s terminologijo in je danes dostopen na portalu Fran tudi njegov slovar pregovorov in podobnih, se opravičujem za zatipkano besedo, podobnih paremioloških izrazov. Torej, po vseh teh projektih, ki jih je imela dr. Stanonik in seveda delu, ki so jo pred njo in vzporedno z njo delali sodelavci na Inštitutu za slovensko narodopisje, smo imeli mi v rokah v končni fazi zaradi takšnih in drugačnih vzrokov Excel z 59.543 enotami iz 3002 virov. Iz teh enot smo potem izločali sodelavci tega projekta uganke, verze, pesmi, frazeme, avtorske aforizme in velikokrat v resnici naleteli na težavo definicije oziroma nekatere enote seveda so nekje na meji, kaj je pregovor in kaj ni pregovor. Zdaj imamo v zbirki 36.394 paremioloških enot, gre za pregovore v širšem kontekstu, imamo tudi velerizme, antipregovore, vremenske paremije
Viri teh pregovorov so, kot sem že prej omenjala, obstoječe zbirke pregovorov, slovnice, muzejske zbirke, časopisi iz 19. in 20. stoletja, rokopisi, literatura, študentske naloge, zbiralne akcije, sodobno gradivo iz medijev, pa tudi v bistvu iz današnjega terena. Ti viri so razdeljeni v 16 kategorij. Številka na začetku, kot 11 pri radiu in televiziji, pomeni, koliko virov je v posamezni kategoriji. Torej, kot vidite, je največ virov oziroma različnih virov iz periodike in časopisja, sledi leposlovje in literarjenje, čeprav ustni viri tudi v bistvu so precej raznovrstni. Saša, PowerPoint ne gre naprej, tako da ne vemo, kateri slajd kažeš. Ja? Aha, a zdaj vidite? Ja. Ok, pa bom pa tako pustila. Škoda, da niste prej povedali. No, ja, v glavnem, in ker pač so te viri bili ustrezno oziroma čisto uporabno razdeljeni že v projektu Dr. Marije Stanonik, smo to posvojili in z njeno kategorizacijo nadaljujemo. Medtem ko smo samo gradivo v obliko XML morali ponovno delati, več o tem bo povedal dr. Tomaž Rjavc, in o tem delu bi pa na tem mestu mogoče povedala novico, da je od predvčerajšnjim celotna zbirka pregovorov v bazi Clarin dostopna javno. Tako, hvala, da bi pa